Lepo pozdravljeni vsi sledilci kanala Greg Skort, naravnost iz ceste tukaj pri Izoli. Brez skrbi pazimo na promet, pazimo na prometno varnost. Kam se odpravljamo? Na obletnico košarkarskega tabora Petra Vilfana, ki se ga v bistvu sam tudi večkrat udeležil. In gremo malo pogledati, kaj so pripravili za to obletnico. Vemo zaenkrat, da bodo nova igrišča, na katerih bodo mladi nadebudneži igrali, se zabavali in kalili svoje košarkarsko znanje naprej. Dolgo se nismo slišali, kaj se vmes dogaja na košarkarski sceni, razen finala košarkarske lige NBA ne preveč dosti. Včeraj je udarila v bistvu novica, da se Goran Dragić najverjetneje dokončno poslavlja od reprezentančnega dresa. Tokrat slovo nažalost ni takšno, kot si ga verjetno on želel, kaj šele ostala košarkarska javnost. Vemo, 2017 je poslovil z zmago v žepu, z MVP-jem v žepu Evropskega prvenstva, tokrat tistim nesrečen poraz proti Poljski, ampak da ne odpiramo preveč tehle ran. Se bomo dotaknili česa drugega. Vlatko Čančar je še eden izmed Slovencev, ki je zaigral na velikem finalu lige NBA. Ne dosti Slovencev se lahko pohvali s tem, kaj šele Evropejcev, kaj šele košarkarjev kot takih. Tole je en izjemen uspeh, se mi zdi. Skratka, če ste tukaj prvič, če imate radi podobne analize, vas zdajle povabim, da se pridružite temu kanalu Greg Skort, kjer bomo večkrat podebatirali o košarkarskem svetu, Luki Dončiću in ostalih zadevah, kar se tiče svetovne košarke, reprezentance in tako naprej. Vabljeni, da se naročite. Kot rečeno, Vlatko Čančar je danes stopil na parket, ko je bila tekma že več ali manj odločena v korist Denverja. Seveda, tisti, ki spremljate, veste, da je rezultat 2-1, če pa morda še kdo ne ve. Ja, Denver je vzel break, se pravi, vzel si je zmago na gostujočem terenu. Prejšnjo srečanje njim ga je vzel Miami, tako da v tem trenutku vodstvo 2-1, igra se seveda na 4 zmage, nič novega. Čančar je igral 29 sekund, v tem času je njegova statistika ostala prazna, ampak lejte, kot sem omenil, to je ena življenjska izkušnja, neverjeten spomin za naprej. Jaz verjamem, da je to tudi njemu krepka motivacija za delo naprej. Ne moreš se vedno pohvaliti, da si igral v finalu najmočnejše košarkarske lige na svetu. Zdajle Jokić briljira, to vemo, to ni kaj za poudariti. 30-20-10. Prvi košarkar v zgodovini, ki mu je uspel takšen dosežek v finalu. Osebno sem malenkost bolj naklonjen v temu finalu Denverju. Zakaj? Morda še največ zaradi Jokića, ker pač prihaja iz naših prostorov, hkrati seveda zaradi Vlatka. Najbolj bi bil seveda vesel, če bi Vlatko dobil malo več priložnosti, ne? Ampak dobro, o tem smo že debatirali, ne? Zdaj, prej ste me slišali, Goran je verjetno zaključil reprezentančno kariero. Kaj zdaj to pomeni? Ja, to je zdaj reprezentancija Luke Dončića, dobesedno. Ker Gorana ne bo, se bo eno mesto sprostilo. Kdo lahko igra na tem mestu? Se pravi, imamo Gorana na poziciji playmakerja. Žiga Samar prihaja vedno bolj v ospredje. Jaz mislim, da je tudi tukaj njegovo mesto zagotovljeno. Pogledujem proti Gregorju Hrovatu, ki zadnje reprezentančne akcije ni doživel, kar se tiče velikega tekmovanja, ker je bil na mestu branilca oziroma celo organizator igre Luka Rupnik. Tukaj je bilo veliko dilem, to vemo. Jaz mislim, da je tukaj Gregor Hrovat pridobil mesto nazaj. Gledam veliko naprej, ampak vseeno. Še prej seveda Evropsko prvenstvo za ženske tudi v Sloveniji. Si boste kaj to ogledali? Spodaj lahko pišete v komentarju. Kakorkoli, še ena izmed bolj zanimivih novic je, če morda kdo ne ve, Luka Dončić se je že začel pripravljati na sledečo akcijo. Kako to vemo? Vemo, da so prišli zunaj neki posnetki iz ljubljanskega Mosteca, ampak nič konkretnega, no. Hkrati pa ga lahko
najdemo tudi v enem izmed telovadnic v Ljubljani, teh fitness telovadnic, kjer izboljšuje svojo fizično kondicijo. No, to je že en dober indikator, da vendarle Luka bo pripravljen, nadejamo se, da bo dobro pripravljen. V tem trenutku ni izgovorov, časa je dovolj. Mislim, da nekih resnih poškodb v tem trenutku ne celi, tako da upam, da bo njegova priprava takšna, kot mora biti, takšno, kot si jo vsi želimo, ne nazadnje tudi on. Seveda, čas dopusta še komaj prihaja, tole vreme zunaj je katastrofa, ne. Tako da, tole še bo prišlo v poštev, kjer se bo fant še nekoliko sprostil. Pravilno je tako, privoščimo mu te zadeve, ne. Zdaj na našem kanalu oziroma mojem kanalu ste lahko v bistvu tudi spremljali dosti iger mlajših selekcij. Tudi ta prvenstva se približujejo. U20, U19, pravi U20 Evropsko prvenstvo sledi kmalu, U19 svetovno prvenstvo, bo kmalu celo Američane imamo v skupini, kar bo v bistvu velik izziv za Jana Videta in ostale, ne. Vemo, Jan Vide odhaja v NCAA, UCLA univerza je njegova naslednja destinacija, ena izmed najbolj priznanih in pa najbolj znanih ameriških univerz po delu z mladimi talenti. Russell Westbrook, Kareem Abdul-Jabbar, LaMelo Ball, v glavnem, kaj bi našteval, da se ne bom celo zmotil, ker tu je moje znanje malo slabše. V glavnem, številni fantje so prišli iz te univerze. Kolikor mi je znano, so za njega ponudili, so mu ponudili ne vem kaj vse, samo da bi se pridružil njihovi univerzi in se hkrati odpovedal evropski košarki, ne. Verjamem, da Jan cilja, da ima konkretne cilje, da cilja na ligo NBA, ne. Drugače se tja ne bi podal preko luže že tako hitro. Zdaj vprašanje, kakšno vlogo bo imel, ampak se pravim, verjetno so z menedžerjem, ekipo in vsemi vpletenimi dobro premislili, kaj si v bistvu želijo. Želijo si seveda igranja, upajmo samo, da bo kmalu znanega več, oziroma da bo jasno koliko in kaj. Za tako mladega fanta, ki ne nazadnje je osvojil MVP naslov mladinske različice Eurolige, mora biti naslednjo samo, da čim več igra, da ima dobre treninge in da njegova kariera tukaj niti slučajno ne zatone, ne. Pred njim je vendarle še cela košarkarska kariera, ne. Tako, kako vi spremljate dogajanje v svetovni košarki zdaj, spremljate ligo NBA, kako ste na tekočem, spodaj lepo vabljeni, da se razpišete, da kaj pokomentiramo, ker se vendarle že dolgo nismo slišali, a ne? Tako, do naslednjič, lepo vas pozdravljam, Gregor sem bil z vami. Če ste tukaj prvič, vabljeni, da se naročite na naš kanal Greg's Court. Varni smo na cesti, brez skrbi, pazimo na to. Do naslednjič.